Z današnjim dnem se je pričel množičen obisk pokopališč, tako strani obiskovalcev kot tudi strani prodajalcev. Najprej smo se odpravili na pokopališče Dobrava, kjer sta za našo televizijo spregovorila zakonca Krepek, ki se s tem poslom ukvarjata že celo življenje, saj gre za družinsko podjetje. Predvsem nas je zanimalo, ali se v tem času cene sveč in aranžmajev razlikujejo od tistih, ki veljajo skozi vse leto. Ja, mi, bom rekla, v našem podjetju ne spreminjamo cen, ne. Cene sveč so po teži nekje, ker glavni strošek je parafin in koliko je notri nalito, toliko je pač potem sorazmerno cena raste, ne. Rože so isto, ne, s tem, da dobavitelji sicer dvignejo v tem času malenkost cene, ampak mi cen ne spreminjamo, ker imamo že leta in leta te cene take, kot so. Cene sveč se gibajo med 90 centov pa vse tja do 8 evrov, odvisno za kakšno svečo gre in ali jo izdelajo sami ali jo uvozijo. Gospa Maja nas še opozori na sveče z imenom Mojca, ki so najbolj pogoste in se med seboj zelo razlikujejo. Te sveče Mojce imamo jih že od nekdaj. Bom rekla, da v Mariboru mislim, da samo še mi, ker vedno so sveče šle, so želeli imeti vedno tanjše, vedno, da gre manj parafina noter, ker parafin je glavni strošek, ne. In zdaj so potem prišle ven te sveče Mojce, ki so v bistvu cenovno, lahko je zdaj pri nas 40 centov razlike, ampak sveča ta gori nekje skoraj 2 dni manj kot tale, ne. Potem je še pa taka mala Mojca, ki pa pride €40. Ne, in bom rekla, dosti ljudem to sploh ne opazijo neke razlike. Pa recimo v trgovini kupi tako svečo, bo mu gorela en dan, naša gori 3 dni. Pa ne opazi recimo razlike, dokler je v roko ne prime, ker to se pa čuti. Že ko primeš to ali pa ono svečo na teži, že čutiš razliko. Zakonca še povesta, da je prodaja sveč iz leta v leto slabša. To se ne kaže samo v prodaji, pač pa tudi po številu različnih ponudnikov sveč in cvetja, ki se iz leta v leto manjša. Če jih je bilo pred 15 leti 30, jih je danes pol manj. Gospod Željko nam razkrije tudi svoje mnenje, zakaj je temu tako. Starejši, ki so dosti hodili na pokopališče, počasi umirajo, mlajše generacije pa nimajo takih prioritet v življenju, tako da je to tudi ena takih stvari, zakaj je potem vedno manj. Tudi sveče, včasih so se prižigale take normalne sveče s plamenom, danes pa, ko jim rečeš, da imaš elektronsko za 3 mesece, te vprašajo, ne bi imel solarno za 1 leto ali pa za 2. Nato smo se podali še na pokopališče Pobrežje, ki je bilo prav tako že polno ljudi. Tudi tukaj nam povedo, da se cene, ne glede na praznik, ne zvišajo, prej ravno nasprotno, saj je konkurenca večja. Izbira je resnično velika. Cene cvetličnih aranžmajev se gibajo med 5 evrov pa vse tja do 30 evrov. Koliko pa so ljudje sploh pripravljeni zapraviti v tem času? Tu nekje okrog 25 evrov. Tak nekje 100 evrov. Do 20 evrov? 50, 40, 50, do 150 bomo zapravili. Ja, bo prišla tam na enih 100 evrov. Tam okoli 15 evrov in nič več. Po pogovoru z mnogimi prodajalci je največji obisk in največja prodaja ponavadi en dan pred 1. novembrom, torej na praznik Dneva reformacije. Da pa se je en dan praznika razvlekel v 4 dni, pa niti ni tako slabo, saj se obisk ljudi nekako porazdeli, kar je dobro za promet, pa tudi prodajalcem se postavljanje stojnice bolj izplača.